Raznolikost je več kot posameznikov spol, rasa ali starost. Predstavlja ljudi iz različnih okolij, z različnimi pogledi in različnimi izkušnjami. In prav zaradi tega nas lahko bogati, če je ne zanikamo. Pravzaprav jo je treba resnično vključiti, to pa pomeni, da jo je treba prepoznati, spoštovati in pravzaprav omogočiti, da ljudje iz drugačnih kulturnih okolij se sploh morejo vključiti v naše okolje. To pomeni tudi znotraj šolskega sistema, da omogočimo način, da lahko otroci iz drugačnih okolij prispevajo v tej večinski populaciji otrok, ne, in da lahko predlagajo neke izboljšave znotraj sistema. In potem se lahko vprašamo, ali naši sistemi dovoljujejo vključevanje različnih, ne samo šolskih sistemov, tudi izobraževalnih drugih, pa recimo podjetij, ne. In pravzaprav je bila raznolikost vedno en vir človekovih izkušenj. Zato je to tudi neizmerno bogastvo, ker iz nje lahko potegnemo neke rešitve za izzive, ki jih naša družba ima. V Sloveniji živim že 20 let in absolutno kulturno sobivanje vidim kot integracijo posameznika oziroma kot integracijo mene, ki sem pisateljica in pesnica in sem se odločila pisati samo v svojem maternjem jeziku, v makedonskem jeziku. Torej, rada bi, da se moje knjige prevajajo v slovenskem jeziku, da sem prisotna tukaj kot avtorica, ki pripada tudi slovenski literaturi, ker osebno jaz ne verjamem v nacionalne književnosti. Mislim, da živimo v stoletju, v katerem veliko pisateljev spremeni dom, odide iz svoje domovine, piše v nekem drugem jeziku ali obdrži svoj materni jezik. Zato se mi zdi zelo pomembno, da v Sloveniji v bistvu ustvarjamo eno kulturno sceno in eno literarno sceno, ki bo odprta za vse. Jaz se osebno tudi borim za to preko svojih raziskovalnih projektov, preko antologije Iz jezika v jezik, preko zbornika Biče bolje bo že in seveda preko svoje literature, ki jo pišem, kot sem rekla, v makedonskem jeziku, ker se mi zdi, da je v bistvu hiša, edina hiša, ki je meni ostala, ne, in edina domovina moj jezik. Vsakdanja percepcija različnih kultur je dala bogatost prav te različnosti. V slikarstvu, grafiki, asemblažih, instalacijah, v mojih delih je to zelo prisotno. Rodil sem se 25. decembra 1953. leta v Prištini. Pri prihodu v Slovenijo se je pri meni prav zaradi tega, ker sem vedel, da je Ljubljana center grafike, bilo prisotno zelo, zelo visoko občudovanje. Na nek način strah. Danes imam zelo veliko število koleg, s katerimi sodelujem, na mojo in na njihovo srečo. Če človek pride v sredino ene drugačne kulture, osnovno je, da poskušaš razumeti kulturo sredine, v kateri živiš. A je to arhitektura, a je to slikarstvo, a je to muzika, a karkoli. Mi se predvsem time bogatimo. Slovenska kultura je samo del dodatne percepcije, katera meni daje novo moč, da sodelujem in da ustvarjam na poti ka moji zgodbi. Dober učitelj je učitelj, ki je odprt. V primeru pa, da imaš kulturno različno skupino, se mi zdi, da je ta odprtost še bolj pomembna stvar. In je najbolj bistveno pravzaprav, da se tega, če delaš z otroki, ki prihajajo z različnih kultur, ne ustrašiš, ampak da te to zanima. Mislim, da je najpomembnejša misel to, da je to dejansko bogastvo in da je to velika sreča, da lahko delaš z različnimi kulturami, zato ker lahko tvoja skupina, tvoj razred, ne glede na to, če ti učiš matematiko, tehniko, slovenščino ali karkoli, pridobi. Seveda,
vse otroke hočeš naučiti matematike in izpolniti učni načrt. Vendar boš včasih kot učitelj oziroma učiteljica potrebovala pomoč tudi otrok, ker bo treba morda delati več. In takrat se lahko spostavi tudi solidarnost razreda do otrok, ki nimajo še toliko znanja, ki imajo težave z jezikom. Ti lahko otrokom pomagaš, tudi tem, ki si jih že učil, da se pri njih vzpostavi še nekaj novega, da odkrijejo še neke plasti v svojem značaju in tako naprej, in nekih kompetencah, ki se jih niso drugače zavedali, da pomagajo tem otrokom. Zdi se mi, da je zelo pomembno, da si narediš načrt, da približno veš, kaj hočeš na koncu doseči in kam priti, in potem lahko ti ta načrt sproti prilagajaš. Vedno je bil najboljši izplen, ko sem bila čim bolj odprta, ampak seveda z jasnim načrtom, kam hočem priti. Uccisi voi foste, ensien con voi la madre sventurata. Sem v Sloveniji že 26 let ustvarjam v glavnem na področju petja, opernega petja, tudi igre, tudi plesa. In mislim, da je smislu medkulturnega sodelovanja prav to, da vsaka kultura nosi svoj temperament, svoj značaj in iz tega značaja dejansko se vsi obogatimo. Torej mi, ki prihajamo v Slovenijo, nosimo svoje kulturne dediščine in to delimo v Sloveniji. V enem tudi se mi strašno obogatimo iz slovenske kulture. Mislim, da je tudi končni cilj tega medkulturnega sodelovanja ugotavljati, da smo vsi v bistvu enaki. Da vsi doživljamo iste strasti, isto ljubezen, iste potrebe po pozornosti, po ustvarjalnosti v naši družbi in na koncu po tem procesu, da vzajemno se obogatimo, prideš do tega, da rečeš, smo vsi v bistvu enaki. Medkulturnega sodelovanja ti daje to izjemno priložnost, da izbiraš iz svoje lastne kulture to, kjer si želiš, to, ki je najboljše, in tudi, da izbiraš najboljše iz te nove kulture. V mojem primeru lahko rečem, da obdržim nekatere stvari, ki so tipične iz Južne Amerike, ta značaj, ta odprtost, komunikativnost, temperament, strast, obožujem in sem se učil v Sloveniji biti tudi bolj delaven, pošten, marljiv in mislim, da je slovenski narod en tak narod visokih vrednot in v mojem primeru je to ena velika lekcija. Saj prav kriza Venezuele izhaja iz tega vidika, je kriza vrednot v bistvu. Rasna determiniranost, ta moja vizualna podoba v bistvu zelo vpliva na moj poklic. Veliko bolj, kot sem mislila, da bo, ker sem se vpisovala na akademijo, ampak v bistvu takoj, ker sem že končevala akademijo, oziroma že tekom akademije so mi profesori izpostavili, da bo kar malo težko zame, zato ker ni toliko problem, da sem toliko temna, ampak je bolj problem, da nimam slovenske poteze. In res je, v bistvu vse vloge, v katere sem bila pokestana, so bolj ali manj Arabke, begunke. Res je, da so super vloge bile, ampak so vseeno zelo rasno determinirane.
In kaj je to sprovedlo v meni, je predvsem to, da se počutim v svoji lastni domovini kot tujka. Jaz sem pol Sudanka, pa pol Madžarka, vendar ne znam ne arabsko, ne madžarsko, v bistvu s tema državama nisem toliko povezana. Jaz sem rojena, vzgojena Slovenka iz Maribora, to je moja domovina, ampak za Slovence pa nisem Slovenka. Tako da zelo iščem svoje mesto znotraj te domovine. Če nisem ne Sudanka, ne Madžarka in če očitno nisem Slovenka, kaj za vraga pa sem. Recimo, jaz bi rada dosegla, da bi jaz v gledališču, ki je itak podvržen imaginaciji in če lahko igramo, ne vem, na praznem odru in si publika predstavlja, da je na odru in miza in stol in ne vem kva, da si lahko tudi publika predstavlja, da lahko jaz igram hčerko belim staršem in nisem posvojena. In je to normalno. Torej, da ne bi bila vsaka vloga rasno determinirana, ampak bi bilo popolnoma vseeno, katera rasa je kdorkoli na odru, ker samo gledamo igro in pa odnose, ki jih imamo na odru. Slepimo se, če mislimo, da ni raznolikosti v naši družbi. Le omejili smo se na skupine ljudi, ki so nam podobni. In to je bistveno, kar se mora človek zavedati, da pravzaprav prepozna in sprevidi, da okrog nas živijo različni ljudje, ki nam lahko pomagajo pri tem, da bomo bolj inovativni, lahko tudi bolj fleksibilni v svojih odločitvah, mogoče, da bomo te izzive, ki nam prinašajo te novi časi, reševali na bolj trajen način. Na nek način, ki bo v bistvu za nekaj časa veljal. To je tisto bistvo, ki pravzaprav ga je treba prepoznati.